Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre, one down, three to go, bi rekel. Tako je, ja, kar zanimiva tekma, kako naj rečem. Zanimiva, ne vem, če bi tekmo, ki smo jo dobili za 50 pik opisal z besedami zanimiva. Mislim, Jano, so se mi smilili že tam po prvi četrtini. Vilfan je med komentiranjem začel kar malo sočustvovati z Angolci in si želeti, da bi dosegali kakšen koš. Je bil prav malo razočaran, se mi zdi, ker so zgrešile ene par košov v drugem polčasu, ker je bila razlika toliko velika. Po drugi strani pa to vedno je lepo videti rezultat 118, da daš veliko košov, da žoga lepo teče, da zadevajo odprte mete, take stvari je vedno lepo videti, tudi če je nasprotnik na drugi strani enostavno pač ne dorasel izzivu. Ja, lepo, vsako zmago je lepo videti, to se strinjam, ampak bi bilo lepše, če bi nasproti stal kakšen bolj renomiran nasprotnik in zato seveda zaradi nedoraslega nasprotnika, kot si rekel, tudi kakšne analize po taki tekmi težko delati, mogoče preden začneva s to analizo, pa se tudi malo zazreva proti naslednjim tekmam, naslednji proti Poljski, ki bo že več razkrila, potem polfinale, finale bo o tem, kaj je rekla. Mogoče je dobro tudi, da omenva preden začneva, da smo v zadnjih 3 dneh objavili tudi 2 nova podcasta, enega z Istokom Frankom, dolga debata o Dallasu, pa še zelo, zelo dolga debata z Tilnom Jamnikom, s katerim smo pa več o reprezentanci spregovorili in tudi o vseh naših nasprotnikih na tem turnirju. Možnostih, ja, tako kot rečeš, Blaž, ni da ni, tako da si lahko tisti podcast tudi poslušate, tudi druge debate, Slovenska liga, NBA, Euroliga, ja, vse sem rekel, ni da ni. Ja, tako da če ste zamudili ta 2 podcasta, naročite se na kanal iTunes, Google Podcast, Spotify, karkoli, kjerkoli pač poslušate, da dobite obvestilo, ko je nov podcast na voljo. Predvsem prihodnji teden bo sledil še en podcast, sigurno o kolesarjenju in Tour de Franceu in vseh spletkah in nesrečah in vsemu, kar se tam dogaja in seveda pač Evropsko prvenstvo v nogometu, kjer smo z Matejem želeli že nekaj podcastov posneti, ampak enostavno so se stvari tako zelo hitro odvijale, tako da bo tudi Evropsko prvenstvo prišlo na vrsto prihodnji teden pred polfinalnimi tekmami. Zdaj pa mislim, da se lahko lotiva tele analize, če temu sploh lahko tako reče. Taka tekma v bistvu lahko veliko razkrije, pa hkrati ne razkrije ničesar. Ta tekma je v bistvu pokazala to, da v bistvu ni Angola tako zelo slaba, kot je bila Slovenija dejansko dobra. Ne nazadnje, Slovenija je res pokazala en dober obraz, en izjemno dober obraz in mislim, da lahko po tej tekmi nas optimizem samo še nekoliko dvigne. Ja, prva tekma te zgodovinske misije za Tokio. Ta tekma je povedala samo to, da je Slovenija z Luko Dončićem neprimerno boljša, za nekaj razredov boljši nasprotnik od ene od najboljših afriških reprezentanc, ampak Afrika v košarki, kljub temu, da od tam prihaja veliko talentov, tudi v NBA ligi še vedno nima reprezentanc, ki bi se lahko resno kosale s temi najboljšimi evropskimi reprezentancami in to je bil zdaj zelo nazoren primer te razlike v kvaliteti. Ja, ampak lahko pa vseeno pogledamo mogoče kakšne enigme, ki so bile pred to tekmo, kot je recimo Vlatko Čančar. Kak se ti je zdel, ne nazadnje nismo ga videli veliko igrati tudi v NBA-ju, razen tistih nekaj kratkih minut, kjer je kazal neko kvaliteto, ampak kako se je tebi zdel na tej tekmi? Mene je navdušil. Ja, Čančar je ena taka enigma bil pred njegovim nastopom, tudi na prijateljski tekmi ni mogel še nastopati, ker je glih tik predtem pripotoval v Slovenijo in na tej tekmi upravičil v določeni meri visoka pričakovanja, takoj na začetku zadel 2 trojki, to je tisto, o čemer smo govorili, da je popravil met za 3. Jaz se spomnim, ko je nekaj mesecev redno dobival priložnost v G-ligi, zdaj že 2 sezoni nazaj,
je tam metal za 3 blizu 40% ob zelo solidnem številu poskusov, skoraj 7 poskusih na tekmo in se zdi, da bo lahko bil ta floor spacer, tisti krilni center, če tako rečemo, štirka v reprezentanci, ki bo širil prostor in na tej tekmi je v tej začetni postavi prva peterka Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in potem seveda Mike Toby na položaju centra. S to peterko je Sekulić začel to srečanje in to je taka zelo dobra, visoka obrambna peterka, praktično peterka s povprečno višino nad 200 cm. Peterka, v kateri lahko igralci tudi prevzemajo različne položaje, tako da zelo solidna, dobra obrambna peterka in v tej peterki je tudi Čančar odlično odigral, na koncu 13 točk, 3-6 za 3, upajmo samo, da bo tudi do konca tako metel za 3. Ja, ko ravno omenjaš med za 3 točke, Slovenija je za 3 metala 18-39, se pravi 18 trojk iz 39 poskusov, kar je izjemno, 46% met za 3. Za 2 so metali 71%, 80% prosti meti. Prav tako Luka, ki vemo, da letos ni najboljši izvajalec prosti metov, je metal 80% 4-5. Ko smo že pri Luki, temu je dodal še 9 podaj in 6 skokov ob 13 točkah. Najboljši strelec Slovenije pa je bil 16 točkami Zoran Dragić, ki je imel tudi največ poskusov iz igre, namreč iz igre je metal 13krat, medtem ko je bil naslednji Luka Dončić z 8 poskusi. Tudi rezervisti so se pokazali v zelo dobri luči, imamo v bistvu precej globoko klop in to vseeno navdušuje s tem, da Klemen Prepelič ni igral zaradi bolečin v vratu, tako da imamo še tukaj nekaj rezerve. Precej rezerve, v bistvu s Prepeličem. Prepelič je eden od teh ključnih igralcev, bi moral biti eden od ključnih igralcev na tem turnirju, ampak z izjemo tiste pripravljalne tekme ga še nismo videli. Mislili smo, da bo tudi začenjal v prvi peterki, morda bo prihajal kot zamenjava za Luko, kot tisti glavni motor napada, takrat, ko bo Luka sedel. Tudi to je možno, ampak tudi ko sta bila skupaj na parketu proti Hrvaški, sta odlično delovala in ja, tukaj je še precej rezerve, ampak že spet. Blaž na tekmi, kjer smo tam po prvih 4 minutah vodili za 15 pik in potem do konca četrtine že 24 točk razlike, tekma je bila odločena, ja. Če ne že po prvih nekaj minutah prve četrtine, pa zagotovo že tam kmalu po začetku druge četrtine je bilo jasno, da Angolci nimajo nobenih šans. Seveda, to smo tudi napovedovali, da je razlika v kvaliteti preprosto prevelika, ampak taki turnirji znajo biti nepredvidljivi pogosto, ampak takrat, ko so nasprotniki tudi bolj izenačeni. In naslednja tekma slovenske reprezentance bo že proti boljši reprezentanci. Poljaki so precej boljši, čeprav na tekmi z Angolo niso bili tako suvereni kot Slovenci. Premagali so jih za 19 točk, mi za 50. Zdaj ne bi rekel, da to avtomatično pomeni, da smo mi za 30 točk boljši in da bi Angolo uporabil kot neko merilo kvalitete, ampak smo boljši tudi od Poljakov. Tudi to je dejstvo. Luka se danes ni preveč spotil, tudi on je igral samo 17 minut in ko si že omenjal njegovo število podaj, skupaj z prejšnjo prijateljsko tekmo je zdaj na 2 tekmah v 45 minutah v reprezentanci zbral že 26 podaj. Res je, tisto, kar v NBA ligi v Dallas Mavericksih zaradi načina, na katerega so gradili ekipo okoli njega, nismo videli v taki meri kot v Evropi. Mislim, smo še vedno govorili, kako je eden od najboljših, če ne najboljši podajalec lige, ampak okoli sebe ni imel takih orožij kot v reprezentanci. O tem smo pa tudi midva Blaž že govorila, Anoda. Ja, in o tem smo govorili tudi v zadnjih 2 podcastih. Norc, kaj ne rečem. Jaz mislim, da je to najlepši izraz, ki ga lahko v tem trenutku uporabim za njega. Enostavno norc. Ja, takih norcev imamo dost, ampak Poljska, Blaž, mogoče lahko že malo proti Poljski se obrneva, tvoja napoved za to tekmo?
Ja, Poljska, zelo zanimiva ekipa, imajo nekaj zanimivih posameznikov. V zadnjih 12 letih smo se z njimi pomerili 6-krat, zmagali smo 5-krat, enkrat smo izgubili in izgubili smo samo leta 2014 na Eurobasketu, ko je bilo 71-61 za Poljsko, ampak ja, to je 8 let nazaj, daljna zgodovina. Od takrat naprej smo odigrali še 3 tekme in dobili smo vse, ene bolj, nekatere malo manj prepričljivo, ampak ja, definitivno ne gre za nekega nasprotnika, ki bi se ga morali bati. Jaz mislim, da imamo dovolj kvalitete na vseh položajih, da bi morali to tekmo dobiti brez večje drame. Če pa bo prišlo do drame, pa niti ni to tako zelo važno. Ne nazadnje, z današnjo zmago proti Angoli je Angola že zaključila tekmovanje, osvojila bo zadnje mesto v skupini in Slovenija je v bistvu že uvrščena v polfinale na tem turnirju. In ne nazadnje bom rekel, zdaj se srečaš z Litvo v polfinalu ali pa finalu, premagati jo boš mogel tako ali tako, tako da če bo že prišlo do drame, bomo pač morali prvega favorita izločiti že v polfinalu, ampak to ni nič kaj tazga. Ja, to bi bilo zelo velik tazga, po mojem. Če bi izgubili proti Poljski in z Litvo igrali že v polfinalu, bi to pomenilo, da smo pogrnili, slabo odigrali proti Poljski in optimizem za potem polfinalno tekmo proti Litvi ne bi bil tako velik kot v tem trenutku in tudi strahu bi bilo precej zdaj. A lahko v takem scenariju še vedno premagamo Litvo, v tem primeru v polfinalu in se potem uvrstimo v finalu proti že spet Poljski, mogoče na olimpijske igre, je tudi to možno, ampak to je tisti najmanj mogoč scenarij po mojem. V primeru poraza proti Poljski bi najina analiza po tisti tekmi izgledala precej drugače in bila verjetno tudi precej daljša in bi morala študirati, kaj za vraga je šlo narobe, pa upajmo, da to ne bo potrebno. Boljši smo tudi od njihove reprezentance. Ta kvalifikacijski turnir je itak sestavljen 2 skupin, tako da lahko tudi pogledamo malo skupino A, kjer je včeraj Litva premagala Venezuelo za 76-65. Venezuela bo po vsej verjetnosti naš nasprotnik, če dobimo jutrišnjo tekmo proti Poljski. Moram reči, da Litva je sicer dobila dokaj ugodno to tekmo z Venezuelo, ampak niso izgledali nič kaj posebnega. Venezuela je tudi ena taka reprezentanca, ki je sicer boljša od Angole, precej boljša od Angole, ampak še vedno nič kaj posebnega. In jaz mislim, da bi Slovenija tisto tekmo tudi morala gladko dobiti, če ko pride do nje. Kakor zgleda sedaj, vse se pripravlja za finale Litva, Slovenija in tisto zna v nedeljo biti res spektakel. Ja, vsi upamo, da bomo v nedeljo tam ob 8 zvečer lahko budrili našo reprezentanco in stiskali pesti, da pridejo na olimpijske igre. Spektakel bo nedvomno, živčki bojo nedvomno, v tem še več v naslednjih podcastih, seveda tudi po naslednjih tekmah novi podcasti. Upajmo, da bomo vmes še s kakšnim gostom stisnili, ampak v naslednjem tednu, 2 pa ja, definitivno še precej novih podcastov v vsakem primeru in zato ne se pozabiti naročiti in hvala za vse všečke in podporo. Bom na koncu tole še enkrat rekel, pa lahko potem mislim, da zaključiva na tej točki, razen če ne bi ti še kaj dodal. Ne, mislim, da sva v bistvu še iztisnila dosti več, kot sem mislil, da bo iz te tekme. Dejansko ni bilo veliko za analizirati. Mislim, da bo z jutrišnjo tekmo s Poljsko več stvari zapovedati. Tudi mogoče bomo dobili malo boljši uvid v kvaliteto slovenske reprezentance. Lej, mogoče pa se uresniči, da bomo premagali. Dej, ne govor zdaj o teh scenarij, sem vedel, da si nam mogel pomagati, pa že enkrat to omeniti zdaj. Jaz upam, da gremo 4 zmage in tako na olimpijske igre in vse zmage suverene. Upam, da bomo tudi proti Litvi čez celo tekmo držali dvoštevilčno prednost. To jaz upam. Ja, ne, jaz sem rekel, da pač upam, da bomo dokazali, da smo za 30 pik boljši od Poljske. To je na to sem ciljal. Ti si rekel, da to ne pomeni, da smo 30 pik boljši od Poljske. Lej, lahko pa, da smo, bomo videli jutri.
Jaz sem mislil, da boš ti scenarij z porazom Slovenije proti Poljski in potem zmago proti Litvi v polfinalu potegnil spet iz rokava. Ja, ampak glej, če zna kdo poskrbeti za dramo, smo to Slovenci, a ne? Ja, to pa, ain't that the truth. Ja, res je. Drame v našem športu ne manjka, timskih športih ali pa individualnih. In ravno zdaj spremljamo vse te mogoče drame in jih bomo še kar nekaj cajta, ne? Tako, zdaj pa jaz res mislim, da lahko zaključiva in se slišiva jutri po tekmi s Poljsko. Drži. Živa. Dio.